Ja, takole, drage Konjičanke, dragi Konjičani, cenjene dame, spoštovani gospodje in da ne pozabim, dragi otroci, lep pozdrav vam voščim danes na današnji 12. november tukaj na Mestnem trgu v mestu cvetja in vina v Nicah. Tukaj smo se danes dobili zato, da bi skupaj proslavili enega najbolj priljubljenih slovenskih praznikov, za katerega je bila v preteklosti, ne boste verjeli, celo vložena peticija, da bi to postal državni praznik. In to peticijo je podpisal sam dr. Janez Bogataj. Morda ga kateri izmed vas poznate, ampak to je izredno strog in kritičen gospod, redni profesor na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že zveni tako sofisticirano. Pobuda, kot vidite, sicer ni obrodila sadov in martinovanje danes nažalost ni državni praznik, vsekakor pa ostaja praznik, ki nas navdaja z veseljem in hvaležnostjo ob zaključku letine in zato se vsako leto znova tako radi dobimo tukaj in opravimo inventuro preteklega leta. Ja, danes bo tukaj na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah spet veselo, spet se bo pelo, dobro pilo in še jelo. Tako bi rekel namreč moj prijatelj Izidor iz ansambla Aplavz, ki vas je svojo nabritostjo in ritmi danes že pozdravil in še vas bo zabaval vse tja do popoldneva. In če ste za to, dajmo en velik aplavz za ansambl Aplavz. Hitro se je začelo, dobro. Preden vas bom za nekaj skladb spet prepustila temu nabritemu ansamblu Aplavz, pa je vseeno prav, da se nekaj novega naučimo o martinovanju in njegovi zgodovini. Martinovanje ali Martinovo je praznik posvečen novemu vinu, ali povedano z drugimi besedami, to je obdobje. Težko je reči, da je to dan, ker je to obdobje, ko se mošt spremeni v vino. Na Slovenskem imamo kar nekaj praznikov povezanih z vinom in vinsko trto, kar nesporno dokazuje, da smo Slovenci, da res čislamo to rastlinico in njene produkte. Prvi praznik je Urbanovo, tega slavimo 25. maja in takrat vinogradnik prvič vidi, kakšna letina se obeta glede na trtino cvetenje. Drugi praznik je torej Martinovo, 11. novembra, ko se mošt spremeni v vino in večkrat pravimo, da se to zgodi točno 11. ob 11. uri, 11 minut in 11 sekund, no letos je pa še letnica prava, torej 2011. Naslednji vinski praznik je Šentjanževo, 27. decembra, ko se blagoslavlja najboljše vino in po koledarju je to en dan po svetem Štefanu. In od vseh teh praznikov Slovenci seveda najraje praznujemo Martinovo in to precej intenzivno. Lahko rečemo, da se vračamo k pradavnim izročilom, ker ga ne praznujemo samo en dan, ampak to ponavadi traja kar cel teden. Za nekatere Slovence bi lahko celo rekli, da imajo martinovanje tudi kdaj kar tako sredi leta. In najnovejša slovenska raziskava je namreč pokazala, da kar 9 od 10 Slovencev rado pije vino, 10 pa menda laže. Takole, ja, malo za šalo, malo za res smo pokukali v zakulisje martinovanja in pivskih navad Slovencev, mi pa bomo sedaj pokukali malo še v zakulisje našega ansambla Aplavz, ki prihaja iz Rogatca in ima že več kot 13-letno zgodovino. V ansamblu se za instrumenti, kot ste videli, zabava 5 klenih fantov, ki so v prvi vrsti prijatelji in eni tistih, ki jim glasba pomeni res veliko. Izdali so že 2 zgoščenki, se udeležili prenekaterih festivalov in prejeli kar lepo število nagrad. Igrajo povsod po Sloveniji, včasih pokukajo tudi čez meje, igrajo pa ob različnih priložnostih, od porok, Abrahamov, birm, rojstnih dni in še. In zaradi krize, ki je zadela Evropo v teh mesecih, so se odločili, da igrajo tudi na ločitvah. Ampak pazite, takrat bo cena 2-kratna, tako da ne priporočam. Pravijo tudi, da če jih potrebujete, jih samo pokličite, oni pridejo zelo hitro, ampak domov jih bo pa zelo težko spraviti. Dame in gospodje, ansambl Aplavz.
razlogov, zakaj se splača danes ostati tukaj z nami na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah in kljub temu mrznemu vremenu se malo stisniti skupaj in proslavljati letošnje martinovanje, ki ga že vrsto let podpira tudi občina Slovenske Konjice. In v veliko veselje mi je, da lahko v naši sredini danes pozdravim župana občine Slovenske Konjice, ki mu sicer ni ime Martin, vseeno pa je velik prijatelj in podpornik tradicionalnih prireditev naše občine in ga v tem trenutku vabim k mikrofonu. Dame in gospodje, župan občine Slovenske Konjice, Miran Gorinšek. Spoštovane gospe in gospodje, Konjičanke in Konjičani, vinogradnice in vinogradniki, prav lepo vas pozdravljam, tudi gospoda arhidiakona, ki je ravno kar prišibal, vas lepo pozdravljam na tem sončku in mislim, da bomo čez pol ure imeli vsi skupaj sonce na Mestnem trgu. In najprej sem se dolžen zahvaliti vsem tistim, ki ste celo leto pridno delali, se potili v vinogradu, zato da imamo danes ta vinček premije Ivice Prešepnila, enega izmed boljših letnikov v zadnjih 100 letih. In ob prazniku Svetem Martinu se nekako spomnimo nazaj v ta pretekla obdobja, da so se ljudje v tem času tako ali drugače nekako zahvalili za vse tisto dobro, ne slabo, tisto dobro, ki so ga imeli priložnost zaužiti med samim letom in da tudi to, da so se pripravili na prihajajočo zimo. In tudi Sveti Martin je bil tisti dobrotnik, ki je revežu dal pol svojega plašča. In nekako imam občutek, da smo včasih izgubili tisto rdečo nit v naši družbi in si ne znam predstavljati, da bi tisti, ki v enem letu pride iz nič na 77 milijonov evrov vredno premoženje, dal samo procentek, kje bi bili. Za primerjavo 77 milijonov evrov je približno 5 občinskih proračunov. Pa kakorkoli, ohranimo dobro voljo, spomnimo se včasih na Svetega Martina in posodimo svoj plašč še komu drugemu. Za danes pa obilo sonca, dobre volje na Mestnem trgu, kar sploh ne dvomim, da bomo vsi skupaj znali ustvariti to vzdušje, ki smo ga Konjičani vajeni. Aplavz nam bo v tem seveda pomagal. Prijetno druženje. Hej, prijatelj, dvigni čašo, da postavoš radi mož. Hitro z nami združba našo, po veselja zrkan koš. Hej, prijatelj, pojdi z nami, gremo zidanco vince pit. Tam na kričku Soček čaka, že slabo ima pribit. Ja, ansambl Alkimisti je bil tole, fantje se nam bodo pridružili še nekoliko kasneje, mi pa spet malo spihajmo prah iz zgodb o martinovanju in poglejmo, na kakšne načine so ta žlahtni praznik obeleževali tudi kje drugod po Sloveniji. Zelo lepo obliko najdemo v Goriških brdih, kjer je bilo v navadi še danes ponekod, da so na sod postavili jabolko, v katerega so zataknili razna mediteranska zelišča in so rekli, zdaj bomo pa videli, kakšna bo letina. In če se je to jabolko lepo posušilo, je to pomenilo, da bo drugo leto dobro vino. Če pa je zgnilo, je to pomenilo, da bo slabo. Če imate kakšno jabolko, hitro napikajte malo stvari notri, pa bomo konec tega martinovanja pogledali, kakšna letina se nam obeta. Prav strokovno o letošnji letini pa bomo sedaj povprašali kar naše vinogradnike, tako da k besedi vabim Jožeta Kotnika mlajšega, predsednika Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, da nam malo zaupa, kako kaže. Spoštovani vinogradniki, vinogradnice, ljubitelji dobre vinske kapljice, prav lepo pozdravljeni na praznik Svetega Martina. Sveti Martin je zagotovo en
zelo velik praznik za nas, vinogradnike, in smo lahko na njega zelo ponosni. Kajti že v tem času lahko pogledamo v svoje kleti in ocenimo, kaj smo pridelali na naših gričih z trdnim delom, in posebej smo lahko veseli, če se v naših sodah lahko pojavi tako dobra vinska kapljica, kot je letos. Moram pa reči, da še v naših vinogradah letos tudi kar nekaj grozdja, tako da verjetno bomo mogli še januarja eno Martinovo narediti, da bomo lahko tudi to vino blagoslovili. Kar pa pomeni, da je res letnik 2011 nekaj posebnega, kajti bili so odlični vremenski pogoji in prav zato s takšnimi pogojami se lahko pridelajo vrhunska vina in prav ta vina z posebno kakovostjo. Veseli nas pa dejstvo, da je to prav letnik, ko tudi naše društvo praznuje 20. obletnico in se bomo lahko v naslednjem letu ponašali z odličnim vinom. Jaz bi želel vsem lepo martinovanje ob današnjem blagoslovu mladega vina in doma še v prijetni Martinovi hrani in seveda ob dobri vinski kapljici. Pa na zdravje! Pa dajmo o tem povprašati, če je to res, še strokovnjake z tega področja. K besedi sedaj vabim kmetijsko svetovalko in tudi dolgoletno prijateljico konjiškega martinovanja, gospo Ivico Podkrajšek. Lepo pozdravljeni na prečudovitem, lepem prazniku, zahvalnem prazniku Martinovem. Kaj ne rečemo v letošnjem letu, kaj se tiče stroke? Vreme, klimatske spremembe, narava, vse je dalo svoje. Narava je poskrbela za zgodno cvetenje, lepo poletje in prečudovito jesen. Iz takega daru, ki ga je dala trta, iz takega grozda je naš kletar lahko skletaril samo prečudovito, dobro, kvalitetno, mlado vino, ki ga bomo dali vsak čas tudi na blagoslov. Vina po prvih ocenih so nekje z nižjo kislino, harmonična, morda ponekod z malo višjimi alkoholnimi stopnjami, ampak to nič ne de, torej velja rek, pijmo malo, pijmo dobro. Če je vino dodatek hrani, potem smo letos pridelali v naši širši okolici zelo lep dodatek hrani, se pravi, pridelali smo lep pridelek, ki ga bo potreba lokalno poskusiti in spoštovani obiskovalci, pomagajte našim vinogradnikom in pijte tukaj pridelano vino, ki je dobro, domače, naravno in pomagamo preživeti našemu vinogradniku. Ja, takole mehi harmonike so nas sedaj že dodobra ogreli in menim, da smo pripravljeni sedaj zares na dokončno resnico, ki jo bodo z nami delili naši vinogradniki, ki jih v tem trenutku vabim na oder. Fantje, dekleta, pridružite se mi na odru. Super ste me prepričali, pridem. In takole, gospod predsednik Jože Kotnik mlajši, še kakšna zaključna misel? Jaz se tudi pridružujem našim članom, kot ugotavljamo, so vsi zadovoljni z letošnjim letnikom, prav tako tudi jaz. Jaz bi jim samo zaželal, da to vino čim boljše iztržimo na čim lepši način, če ga pa kaj malega ostane, pa da ga spijemo med prijatelji. Hvala lepa.
Hvala vam, spoštovani vinogradniki, pospremimo jih z odra z enim velikim aplavzom in kar pocukajte jih za rokav in še za kakšno letino. Tako, dragi prijatelji vina, dragi obiskovalci Slovenskih Konjic, dragi gostje in vsi domačini. Narediti krono je dobro. Na koncu, ko vidiš, da je vse lepo uspelo, pa to se tudi Bogu zahvali, da je vse dobro steklo, da je stvarstvo sodelovalo, da je človek svoje opravil, narava svoje naredila, da so v kleti vse svoje naredili in da danes lahko okusimo nekaj žlahtnega, to je veselje in to je blagoslov. Pa bomo še skupaj prosili blagoslov zgoraj, da bi to, kar smo pridelali, kar nam je Bog dal, tudi nam koristilo za dušno in telesno zdravje, da bi lahko to v miru uživali, da bi nam to res pripomoglo k dobremu, da ne bi zlorabljali teh stvari in komu prinašali žalost, predvsem, da bi nam to res koristilo. Stari pregovor pravi, da je vino mleko za starce. To pomeni, da človeka poživlja, krepi in je res koncentrat vsega dobrega. Pa prosimo Gospoda, naj nam to čudovito stvar blagoslovi, da ga bomo lahko uporabljali tako, da nam bo vsakršno koristilo. Prosimo te, blagoslovi to vino, ki ga bomo pili v čas svetemu Martinu, naj nas poveže s teboj med seboj, da te bomo neprestano hvalili in slavili. Prosimo, blagoslovi to vino, da bodo verni, ki ga bodo pili, prejeli dušno in telesno zdravje in brez konca slavili tebe, delivca vseh milosti, v Kristusu našem Gospodu. Amen. Naj bo to novo vino blagoslovljeno, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, pa da poskusimo. Takole, vino je blagoslovljeno, vinogradniki in seveda sem celo jaz prišla do svojega kozarca. Hvala lepa. Že trkajo, predlagam, da podobno storite tudi vi za svojimi kozarčki, trknite s svojimi najbližjimi in ga spite na zdravje, tako enega. Majolka, majolka, majolčica, od zunaj lepo pisana, od znotraj z vincem štrihana. Majolka, majolka, majolčica, majolka, majolka, majolčica. Le primi jo za rože, naj steče kakor hoče. Evo si! Majolka, majolka, majolčica, majolka, majolka, majolčica. Živeli! Na zdravje, Konjice!